Ko za laufa 20 stream, ti je že vseeno, ker vidiš, da stvar diha in to je to. Ja, jaz se tudi preveč s to opremo ukvarjam, ker v bistvu itak je content pomemben, ampak to je bolj tako za dušo, ne? Ja, to je, da svojo željo poteši. Predrage mikrofone, predrage kamere. Jaz na začetku, ko sem streamal sobo, si urejal, to jaz bi vse imel, jaz bi imel not, ne vem, svašta, bazen, samo da zgledam. Potem se rečeš, čakaj, ali je gost pomemben, content, zvok se sliši lepo, slika se vidi, to je to. In potem sem se ustavil. Ker nisem imel meje, jaz bi imel vse, pa 3 kamere, pa to, pa skači. Sem rekel, ne, škoda keša. Ja, zdaj verjetno te veliko ljudi kontaktira, ki hoče začeti kaj kreativnega online, ne? V mojem primeru me kontaktirajo, ko hoče podcast začeti, ne? In vedno so prva vprašanja, ne? Kjere mikrofone, kjero kamero. In to je čist napačen state of mind, se mi zdi. Ja, mene bolj piše to YouTube, kaj bi snemal, s čim snemaš, bolj slikane. Ampak vedno pravim, ideja več kot oprema. Ja, ti danes lahko posnameš s telefonom, pa to govorimo s starimi telefoni. Content, ki bo dosegel nerealne cifre na YouTube, ker sem to i sam to dosegel, jaz sem mogel nekje začeti. Začel sem ne iz 0, iz -300. In lih to me bom rekel, me pelje naprej, ko se spomnim, Jan, stari, ti včasih nisi imel nič. Pa povej, kaj si naredil, danes pa vidiš, ko montiram neko parodijo, vidim eno pikico, bi vse na novo posnel. Si rečem, ne, ni to. Zdaj se obremenjuje z kvaliteta to, pozabljaš pa, da delaš to, ker to imaš rad. In zato si začel z YouTubeom. In potem si rečem samo res. Imam videe, ne vem, stare 15 let, imajo 1 milijon, pol milijona ogledov, to je bilo posneto, kot da je epileptik snemal, to je bilo grozno. Ampak ljudje so gledali, zakaj? Ker je bilo nekaj novega, izvirnega. In hvala Bogu za te videe, ker bom rekel, me držijo na tej poti, da ne zaidem in obsesivno vlagam v opremo, samo da se vidi, content je pa ne, tako da še vedno, kljub temu, da sem na YouTubeu pa 15 let, content več kot vse ostalo. Ja, ko mene vpraša, recimo, kaj je najbolj pomembna stvar, rečem konsistenca, pa to zaradi tega, ker čistko, če pogledava neke statistike, ki sem jih enkrat videl, prav dotično za podcaste, je tako, da 50% podcastov ne gre čez 3 epizode, se pravi, predtem umrejo. Ja. Pol pa 90% podcastov ne gre čez 17 epizod, 18. In vse, kar ti moraš narediti, je, da mogoče 20 epizod posnamaš in ti si že v top 5% vseh podcastov, ki so kadarkoli obstajala. Ja. In s tem daš sploh temu projektu šanso, a veš, da iz tega inkubatorja pride, da mogoče sploh kakšen folk najde, da mu je všeč, ker ful prehitro obupa folk, se mi zdi, s tem ustvarjanjem. Jaz mislim, da so ljudje preveč zastrupljeni s temi številkami, ki jih vidijo pri raznih YouTube ustvarjalcih, kot si ti, vsi ostali, in oni vidijo, le tam v enem mesecu 50 jurjev, jaz imam v 2 dneh 2 ogleda. In po moje te številke tako operajo ljudi, da bi oni radi v roku enega meseca imeli enake številke, ne moreš imeti. Razen če boš si na podcast pripeljal Elon Muska in podobne kalibre, kar je nemogoče. Če boš imel srečo, ne. Tako. Ja. In točno to je, in to so te padalci, ful hitro jih ustreli in bolj počasi padajo. In jaz vedno govorim, nič ni čez noč. Ti boš mogoče 101. podcast bo vsekal in od tu naprej te bodo ljudje začeli gledati. Je pa težka pot do tu, jaz sem imel to srečo, da sem začel delati videe v času, ko ni bilo leglo vlogo in vsega. Sem imel bolj odprto vse. Zdaj ne vem, kaj bi naredil. Jaz nekako razumem te ljudi. Težko je priti skozi, ko imaš samo na TikToku milijarde vsebin, ki te zasenči, kaj šele YouTube. A najtežje je, na TikToku ti meče videe brez problema. YouTube ti ga pa ne meče in ti moraš to forsirati, objavljati, deliti, da pride do 5 ljudi, ki bodo vsaj od teh 5 vsaj eden dal naprej, da 6 vidi. In jih razumem, itak ti zbije voljo, ti kupiš kamero, daš toliko, mikrofon, zapraviš Jurija 2, posnameš vlog v enem mesecu, ima 200 ogledam, pa si rečeš, zakaj? In potem ljudje ugasnejo. Ja. Pa mogoče dosti od teh ima brutalen potencial, da bi postali res tisti vrh na slovenski sceni, ampak enostavno ta pritisk, malo imaš ogledal, to ni nič, nehaj in te ubije. Ja, in to je pol že,
prekinjam. Ja. Jaz sem znam, potem lahko prekinjam. To je pa moje že pol pritisk frendi, ne vem, zdaj recimo karikiram, jaz začnem, da je vakon, kaj delaš, 200 ogledov imaš, pusti to, ne. Ja. In potem nehajo, ne. Ja. Vse to sem hodil s tabo v bistvu govoriti, zato ker je v bistvu en ta trend, ki ga opažam zadnja leta, pa celo neki podatki so iz Amerike, ko so pred 30 leti sprašvali ljudi, otroke, kaj si hočejo postati, ne. Je bil najpogostejši odgovor je bil astronaut. Okay. Takrat so šli na Luno, pa je bilo to tako. Ne samo to biti smetar. Ampak to je bilo pred tvojim časom, ne? Zaradi kamiona. Aha, si hotel kamion furati, ja. Ja, nadaljuj. Ja, no, danes je pa najbolj pogostejši odgovor je, da hočem biti influencer, ne? Aha, okay. Se pravi, ali tiktoker, ali youtuber, ne? Ja. Ti si pač youtuber in sem hotel malo tvojega vidika tukaj, ne? Pri temu trendu, ne? A se ti zdi to kaj problematično, ali... Kako za družbo? Dokler, bom rekel, gre kreativa v pozitivno smer, top. Jaz sem velik zagovornik kreative, ne? Dokler ni ta škodljiva. Jaz mislim, da kreativa lahko tudi škodljiva, ali nekdo je lahko hardcore kreativen, ampak je vsebina, bom rekel, totalno negativna. Kreativa je cool, ker mislim, da tukaj delajo možgani na polno in sploh, ko ti začneš, moraš video produkcijo poznati, kamera, montirati, zvok in si na vseh spektrih moraš biti, bom rekel, prisoten, da to obvladaš in s tem avtomatsko si tudi neko novo znanje odpreš. Ne? Nekdo lahko začne z YouTubeom in si v tem cajtu naredi toliko enega znanja, kje pa si ti? Ja, lepa si. Lep si. In se toliko enega znanja ustvari v videoprodukciji, da začne potem snemati spote in evo, najdu si job, ne? Sam ni to vsak. To je eden na, kaj pa vem, koliko ljudi. Tako da, ne vem, kaj bi rekel, to problematično ali ne. Jaz, če pomislim, da bi moj otrok želel snemati YouTube content, mogoče, ker sem sam v tem, bi rekel, ajde snemaj, ne, dokler ni to, da si idiot, navaden debil, ne. Dokler pa vidim, da imaš neko vizijo, ideje in da želiš biti koliko toliko dobro nameren, cool. Sam vedi, da težko je priti, bom rekel, nekam, da te bojo gledali. Ja, no, sej midva nisva v bistvu primerljiva v številkah, a ne, ti imaš v bistvu že ful več let ustvarjanja za sabo, kakor jaz, pa tudi večji traction, pa večje številke, ampak jaz pri svojemu primeru se ne bi strinjal, da je bilo težko, a ne. A veš, tako, večkrat si poudaril, ne, ful je težko, Ja. Pa me zanima malo tako, kaj točno je bilo težko na tej poti, a ne, kje si ti videl te izzive, a ne. Ker jaz, kot sem rekel pri sebi, ful ni nekega čarobnega, ni nekega trika, ni neke fore, ni neke bližnice. V bistvu je samo, da spustiš pričakovanja, lajkov, ogledov, teh pizdarika pridejo same posledično. In da si konsistenten. In to je to bilo pri meni. In to je full easy, ker narediš enkrat mašinerijo, stvari, se stvar sama izvaja, zato ker je to tvoja navada. Enkrat na teden se nekdo pride in se pogovarjaš, stvar se zmontira, objav. In tako bilo full simple zame, to je moja izkušnja. Ja, pri tebi oziroma pri podcastih je prednost, če imaš dobrega gosta, bo zaradi gosta začelo rasti. Ja. Če pa ti greš sam v to, kjer si sam, ne vem, stvarjaš glasbo, content, kot so vlogi, je pa teže. Tam nimaš not, ne vem, Merlaka, nimaš notri Beat Severja, ki ti pripelje folk, ampak si sam. In zdaj na Facebooku nimaš ljudi, na Instagramu imaš 200 followerjev, kako to spravi do množice. Ne? Nimaš zdaj budžet, da boš dal 1000 evrov v promocijo, polo pač objavljati, biti konsistenten, valjda, in bom rekel, upati, da en dan video, ko se zbudiš, ok, kaj se pa tu zgodilo. Ne? Aha, se pravi, da gre neka vsebina malo bolj viral. Da gre viral, tako. Ampak bolj, ko se boš obremenjeval s tem, slabše bo, tako sem že jaz pri sebi opazil. Ker jaz mislim, da to lovljenje nekih ogledov je kot v tistih stripih, tista kugla, ki jo imajo zaporniki. Karkoli boš snemal, ti boš to kuglo imel. To boš užival v tem, boš vedel, če bo ta video flop. Se pravi, ovira je to pri ustvarjanju. Velika ovira. In jaz še danes se soočam s tem in je to kar problem, ker imaš vedno podzavestno, če bo video flop. Kaj bom naredil, koliko sem dal not energije, lokacij, denarja in pa bom imel v enem mesecu 5000 ogledov. Valjda motivacijo, takoj bom, najslabši sem, kaj sploh snemam, nikakav in posrečeš stvari. Obnaša se ko je na Instagramu, še zaradi ogledov, sam sebi kvariš dan. In potem sem neki točki rekel, kaj me briga.
pa 5 ur, 2, 3, enkrat bo več, enkrat je manj. In dejansko, kot sem se nehal obremenjevati, to se je YouTube kanal, bom rekel, razcvetel, ne? In je začeli vse gor. Tudi če vmes prišlo manj, sem rekel, pač jebi ga, ne more vse početi. Nisem Mr. Beast, ne. Ali pa PewDiePie. Ipak živimo v Sloveniji in ljudje se ne zavedajo, da 5000 ogledov, to je ogromno, to je ena občina. To je ena občina, ki bi gledala tvoj video, vsi so bili doma in so ga gledali. In je to obremenjevanje, to pa komentarji, pa lajki, pa ogledi, je kar, bom rekel, tako zelo, zelo slabo za ustvarjanje, ker te non-stop matra. Vse pravim, tista kugla, njo vlačiš posod, si lahko sproščen na snemanju, ampak veš, da kaj pa, če to ne bo to, kot sem si jaz zamislil. Tako da, kot si rekel, nič pričakovati, uživaš v tem, snameš, daš na YouTube, to je to. Kako pa ti cash delaš? Cash svašta, no. YouTube itak ni primarna stvar. YouTube je, bom rekel, odskočna deska za bazen priložnosti. Se pravi, tukaj govoriva verjetno, so oglasi na tvojih videih, a ne? Ja. Pre-roll, post-roll, vmes, tukaj nekaj dobiš, ampak to ni... Ne, to je, bom rekel, če bi živel sam v stanovanju, ki sta mi ga mami pati kupla in mi kupujeta fasongo in vse, bi lahko živel s tem denarjem, bi se dalo. Ampak v tej situaciji, ker s punco živiva sama, imava kredit, imava 4 živali, 2 avta in tako naprej, treba plačati te položnice, ne? Moj mami in ati ne morete mene financirati. Če bi živel v nekem perfektnem scenariju, jaz bi se verjetno dalo lepo živeti, ne bi se kurčil, bi pa živel. Tako da ne, pol so to video produkcija, tu pa tam spote snemam. Z nas se zgodi, da pa je tudi kakšno fotografiranje, razne birme, kaj pa vem, krst sem snemal, fotkal že. Potem so tu sodelovanja. Neki kolebi, ali kaj? Sponzorstvo. Tako, ja, ambasadorstvo in take stvari. In ko imam streame, so tudi donacije tu, ne. Donacije, bom rekel, so kar s temi streami zalaufale in so mi dosti pomagali, da sem si novo opremo nabavil in tako naprej, ne. In takrat zaslužim, gre naprej v te stvari. Tako da skupek tega, bom rekel, se preživljam s tem, ne. Jaz vedno pravim, en mesec sem lahko 2 evra, naslednji mesec bom zaslužil 3-4 tisoč evrov, ne. To tako je, freelancer se me razumejo, verjetno tisti, ki so v enakem fohu. Se je ful zanimivo to, pa verjetno je ful povezal z glasbeno industrijo v Sloveniji, zato ker je toliko mali trg, ne? In v bistvu samo tisti, ki so najbolj popularni, lahko živijo od tega, lahko rečeva tako. Ne da životarijo, ampak živijo, ni pa to zdaj spet. Niso to bajne. Problem je, da tudi Slovenija je tako narejeno, da bolj kot si kontroverzen, manj boš imel. Ne, jaz imam številke nerealne, ne, za Slovenijo, pa ne da bi se zdaj kurčil, ampak so nerealne. In imam, bom rekel, manj kot nekdo, ki nima niti 10%, kar imam jaz, ampak on živi tako življenje na socialnih omrežjih, kot želijo podjetja. Ne, jaz ko začnem v LGBTQ razlagati, o feminizmu, podjetja tega nočejo. Sej bo nekako jih razumem, ne bomo imeli mega Vaukmana, pljuva po lezbikah ali karkoli dela, zdaj bo promoviral, ne vem, uspuče našo firmo, ne. In potem pač sam sebi zapiraš vrata, ampak jaz ne vem, če bi lahko, bom rekel, živel, da sem ujet v tem inkubatorju in da ne smem izraziti nekaj, kar me muči in kar bi rad o tem govoril. Pač pol zgubiš en sponzor manj, ampak nič za to so druge področja, kjer boš dobil cash, ne. A si kdaj opazil pri sebi, da si se samo cenzuriral, da si v bistvu tako, imel si enega sponzorja, pa si pol hotel nekaj reči, pa si, preden si rekel, a se splača to reči, ker mogoče bom zgubil je bilo že, recimo v času dogovarjanja s kakšno veliko firmo in potem, preden se zgodi podpis pogodbe in tako naprej, sem objavil kakšno neumnost, sem rekel, fuck, kaj če so zdaj oni to videli in sem rekel, veš kaj, če so mi pisali, kontaktirali, dobro vejo, kaj delam. Ni, da so oni včeraj izvedli zate in zdaj so videli story, ta je pa nor. Ne, tako da so dobro vedeli, kaj se spuščajo in potem se reče, pustim gor. Tako da ni bilo, imel sem eno sodelovanje s Samsungom, zelo dobro sodelovanje, po mojem bi lepo zaslužil. In par dni pred podpisom pogodbe so mi TikTok banali, prek TikToka bi mogla iti promocija, ker sem objavil nek video, ne vem točno kaj.
Ne spomnim se, kaj je. Joj. Zelo TikTok ti ga je benil. Ja, TikTok. Profil so ti benil. Jaz sem zdaj imam 3. TikTok profil. Imel sem že 2, oba sta dobila ben. Prvo je bilo o nekih zdravnikih, sem naredil neko parodijo in sem vzel en izsek od enega videa, od enega pevca, ki je pel pred temi domi za upokojence. Je pel in pač jim dal support v času korone in sem ta video izkoristil in uprizoril, da sem kirurg in lih operiram in on se začne dreti in jaz zajebem pacijenta. Yeah. In verjetno je on prijavil ta pjevač in so mi dali ben. Iz prve totalno nisem mogel nič. Ok, hvala. Je šel en profil. Na drugem profilu pa ne vem točno, kaj je bilo. Ne moreš nazaj dobiti? Ne. Nič. To je za večni ben. Ti lahko napišeš, da roman se pritrožiš, kaj si ti želel v tem videu prikazati, ampak dobiš dogovor nazaj, da pač ne gre z njihovimi standardi, bla, 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 nasvidenja. Potem pa drugega sem, mislim, da vmes dobil 2-krat, 3-krat en video, da so deliteli zaradi sporne vsebine in potem je bil 3. ali 4. tista pika na i in je šel še drugi profil. Ravno pred tem sodelovanjem in pa sem napisal, žal, Samsung, kaj bomo pa zdaj? Ja, nič jan, žal. Drugič. In je šlo eno dobro sodelovanje. Ja, z YouTubeom pa nisi imel nikoli teh strajkov? Ne, edini strajk sem imel samo en copyright strike in to je bil 10 let sigurno nazaj na pesem Ausiću Pego. Mosa, mi smo imeli Bosna, ajmo v Bosna. In je zaznal kot... In je bil copyright strike zaradi podlage, instrumentala in jaz takrat strike, jaz sem kar zbrisal video, ampak če ti video zbrišeš, ne narediš nič. Idiot, video je imel 300,000 ogledov, spomnim se kot včeraj. Samo monetizirati ne moreš, njim gre cash ali nekaj. Tako, in jaz sem ga šel zbrisati in mi je žal, ker ta video bi danes imel, po moje, brutalno. Pa se ga še vedno imaš? Ne, zbrisal z YouTube, to je bil šok, jaz ko sem prebral... Ne, ampak nimaš ga na disku. Ne, jaz sem to je moja napaka, jaz ko naredim video, dam na YouTube, pa ga zbrišem iz kompa. Ker bi bilo preveč... Placa in vsega, itak. In sem si rekel, shit. In to je edini copyright strike, upam, da ne dobim zdaj spet. Ja, YouTube je bolj liberalen tukaj. Ja, ampak postaja vedno bolj tudi YouTube. Bom rekel, ko sem z ostalimi YouTuberi tako na vezi, kot je Marko Žerjal, za videe stare 5 let, je dobil zdaj copyright strike. Ne. Tako da obstaja možnost, da bom še jaz kaj dobil, ampak res v celotni zgodovini mojega ustvarjanja samo enega sem dobil in naj tako ostane. No. Ja. Ampak sej, jaz imam ta način, preden objavim video, imam še en kanal kot backup, dam gor, pustim 3-4 dni video gor in če vidim, da če vse je cool, sploh ko vem, da je sporna vsebina, ko razlagam o družbeno kritičnih zadevah in če vidim, da tam je zeleno že par dni, cool, gre na moj kanal. Ja, ko pa vem, da je 100% nič spornega, pa sploh ne delam tega, samo direkt na kanal. Ja, te nauči, ta leta te naučijo malo razmišljati korak pred YouTubeom, da ne boš sam sebi skupal jamo. Ne? Ja, sploh če je to en tvoj zelo pomemben asset, če ti ga vzamejo to kuro, ki valita jajca, pol nimaš več nič. Ja, to se žalostno slišim, ampak YouTube je moje življenje in ves moj trud in cajt in energija in stres je pač v tem not. In jaz bi rad ta YouTube ohranil komajkrat star, če bom dočakal in imel sina, vnuka, da prej sem pogledal, kak debil je bil tvoj foter, zdaj pa gledaj. To mi je, bom rekel, to mi je ta cilj in če mi to uspe narediti top, ker mislim, da edina prednost teh socialnih omrežij je to, da vidiš, kaj si vse počel. Zgubi se skozi leta, vse več telefone menjavanja, fotke grejo v luft, v smeti. Na socialnih omrežjih to ostane. Vidiš, kakšno fotko, fakt. Tu smo se pa imeli fajne. Ali pa videe, ko smo snemali, ko nismo imeli blage o kadriranju, o color gradingu, o ničemer. In smo rekli, kaj smo mi delali, nam se je to takrat zdelo Hollywood. Zdaj me je sram pogledati, ampak to so korenine in to je tisto, kar ti da pol, fakt, kje sem bil, gremo dalje. To nismo komplicirali, to se nismo obadali, čak je zvok dela, dela, pa posnet, pa laufati v avto na laptop, ja, cool je zvok, gremo nazaj, Takrat je bilo vse na prvo. Ampak lih to je čar, ampak tega več ni, da včasih smo ful bolj uživali v tem, kar smo ustvarjali. Zdaj jaz sem ful obremenjen, kot sem pa prej govorila, vse na nivoju, kvaliteta, video, shot,
super. Ne. Koliko je pa velika ekipa, ki ti pomaga, ali kdo to dela? Da mi malo pove o procesu, ki ga imaš pri ustvarjanju videa. To je ful, pri meni vse improvizorično odvedno. Jaz redko, da si sploh kaj napišem na list. Ponavadi jaz snemam punca za montiranje in color grading. Za color grading. Vi jo spremljate na intervjujih? Ja, ona je tam če prije kakšen, ki je nesrečen v življenju, da ga kikne ali pa posede na rezervno klop za nekaj sekund, minut. Ja, snema me ponavadi punca ali pa tu pa tam imam par kolegov, ki so malo bolj vešči s kamero, ko rabim kaj zahtevnega, pa jim plačam, da oni posnamejo. Jaz pa imam montažo čez. Ti montiraš? To ne zaupam nobenemu. To pa gre res ful časa, a? Jaz sem že toliko zverziran, da dejansko letino. Jaz 2 uri zmontiram točno tako, kot si želim. Ker montaže pa ne bi zaupal nobenemu, mogoče res enemu hardcore na nivoju, ker tu sem kar delikaten, sploh kar se tiče, bom rekel, scenarija, montaže, efektov in tega. Ja. A si probo kdaj komu dati, da naredi? Ja, mi je bilo žal. Aha, ok, ja. Veš, ti, ko si toliko časa o tem, točno veš, jaz se naredim vsakič prej snemam parodijo, vlog, video, v glavi scenarij in ta scenarij mora biti identičen v programu, kjer delam. Če ni, kako naj on ve moje misli. Ne? In zdaj, jaz moram biti nonstop za uvratnikom, to ne marajo ljudje. Jaz to ne maram, ko delam, ne mi gledati pod prste, ne pusti me, kar ti ni všeč, povej, bom dal ven, zamenjal. In potem pač zmontiram sam. Pa to res rad delam. Čeprav sem zmontiral, po moje 2000 video, še kar me to veseli. Ne? Ok, ja. In to je ta vas proces. Včasih so se še kakšni kolegi zraven, kakšno pomoč, kakšno luč in to, ampak večinoma one-man band. No. Tako, ta proces mi je všeč in tega se držim, vidim, da to pije vodo. Ja, jaz mislim, da je to res ključno, da se ful dobro poznaš, kaj ti je všeč, pa kaj ti ni. Pa da ne delaš unih stvari, ki ti niso, ker se ti bo zagabal po 20 epizodah. Itak. Moraš uživati. Pač uživati, to je najbolj pomembno. Itak. In da si to ti in da imaš ta proces. In to pije vodo. Vse sem eksperimentiral, ampak vse tako je videl, da to ni za mene. Jaz moram pač metak bolj na hipijevski način. Kjera vsebina je pa ti najbolj tako... A obstaja kakšen video ali pa nek piece of content, ki si tako najbolj ponosen na njega? Mislim, ponosen može biti na vse, če ne spomnim, zakaj bi objavljal. Ne bi nekaj objavljal, nisem ponosen na to. Ni za, da se točem po hrbtih in tulim v rog, poglejte, kaj sem naredil. Ampak na vsako stvar, valjda mi je všeč in si rečem, wow, cool je, zveni, smešno je. Ne? Zdaj pa najbolj, bom rekel, na te stare komade, ko sem še začel kot reper. No? Okay. Ker tu sem imel najmanj od financ do opreme, ampak se je vse dalo narediti izdelek, ki je, bom rekel, zelo moj YouTube. In ja, muzika, no. Kaj je bilo to? Imaš kakšen prav komad? Vedno izpostavim Dan z njo. Ja. To je tak eksperiment, ki je nastal iz parodije. To je pesem, ki je iz parodije nastala. Hodil sem narediti parodijo na Klape in potem sem ugotovil, da ta refren prehodičevo dobro zveni, da bi šlo to za eno parodijo. In takrat je še Piletič Rok od Dvojca, Be Cool, takrat sta bila še, če se grdo izrazim, niko in ništa. Ne? In sem rekel, da je Rok, stari, jaz tebe slišim v tem komadu. Ne? In je on to posnel, spot mi je pomagal isto en Rok posnet, smo zmontirali, pa je tako spot neki vmes, amatersko, profi. In ja, danes ima ta video čez 1 milijon ogledov in sem bil ok. Nekaj novega, Klapa, rap, kar sploh noben ne bi pomislil, da gre skupaj. Video spot dolg na 7 minut, smo razvlekli zgodbo, ampak je to vse pilo vodo, vse se je posod poklopilo in ja, je kar, sem rekel, za Slovenijo, za slovenski komad 1 milijon gledal. Lahko obesiš kopačke na klin. Ampak v hrvaščini se poje? Ali... Refren je da je veliko viewjev bilo iz Balkana. Nekaj itak, ja, ampak jaz mislim, da 90% itak slovenskih. Ne. Ja, kaj tam milijon je, ja, to je res težko je. Itak komadi so tako, da folk večkrat poslušajo. Ja, imajo prednost, valjda. Ampak ja, Jan Plestenjak, pa to mi tako po par milijonov gledal. Je pa spet res, da dosti glasbenikov nimate niso organski oglednjene, to jih našopajo na te...
ECE, recimo ti predvajaš YouTube video, kar neki, ne vem, kako se zamenja. Jaz imam premium YouTube, pa sploh ne vidim glas. Kako se zamenja auspuh in ti dobiš od MC Stoja na 3-minutni komad reklamo pred tem, ko se zamenja auspuh. In se šteje view. Se šteje view. Ampak itak hitro jih dobiš na, bom rekel, na tem, če ti vidiš, da ima video 500 milijonov ogledov in 400 lajkov, to smrdi, stari. Ja. Se pravi, razmerje med lajki pa view je čudno. So pravi ogledi, ne, ampak ni to od nekoga, ki je rekel plestenjak ali ne vem, kdo ima nov komad, da pogledam. Ne. To je kot, jaz vedno govorim, to je kot plakat v Ljubljani, ne. Se ti stojiš na rdeči, ti si videl, da je tam nek plakat, ampak nimaš pojma, kaj je pisalo gor, ampak oni štejejo kot ogled tega plakata. To so ogledi, ki ti ne pomagajo nič, ne. Se pravi, je bila pozornost zavedena, ni pa globoka pozornost. Oziroma ni... Tisti, ki je dal ta ogled, nima pojma, če si ti pel, repel, skakal, karkoli delal. In tega je danes ful, ne. In kot sem že prej rekel, dolgo sem o tem, poznam, kako YouTube diha in kako se obnaša. In točno vem, kdo je dobil forsirane oglede, bom temu rekel, in kdo ima prave, se pravi, da ni vlagal v neke Google Ads in razne, ne. Ampak ja, to je pač legalna stvar, ljudje izkoristijo, itak danes štejejo ogledi, nekdo, ki hoče, da boš nastopil v gostilni Anton. Gleda oglede. Dejan dogaja, tam ima 500 milijona, le pripeli tega, tam ima. V bistvu 500 milijona, mogoče 20,000 ljudi je slišalo dejansko komado, ostalo 500 milijona je bilo vse. Tako so videli. Ja. Ne vem, kdo je to, skip ad, ne. Ja. To, ki si rekel, da poznaš YouTube, pa to, ne, ki si že dolgo časa. A imaš kakšen nasvet, tako nasplošno, pa lahko rečeva zame, recimo, podcast je content, a ne? Ma dobro, tebi pije vodo, laufa ti, tako da zato nijam na sveta. Ne, tako, če kaj vidiš, tako kot poznavalc YouTube-a. Ne, mislim, tvoj content je vse, imaš vse, zvok, slika. Kot se šika. Kaj je že, kot šefika. Ja. Drugače, ful ne rad dam na svetov, ker potem pridejo nazaj na moja vrata, ja, to ni delalo Walkman, ne. Jaz mislim, da je najbolj pomemben na svet, ne med pričakovanj. Ker to te pol boš razočaran na polni črti, ne, ker boš mislil, zdaj bo pa vsi bojo to delili, vsi bojo pisali, da sem jaz heroj, na koncu pa vse obratno in shit. In to vse zamori, kot smo prej rekli, in pol nehajo delati, ne. Ker danes publika, danes dejansko vsak lahko napiše nekomu komentar, toksični so, nenormalno. In... Ja, na TikToku jaz to opažam, na YouTubeu niti ne. Na YouTubeu je kar mila verzija. Ja. Mila verzija, TikTok je pa hardcore, ono hard porn, če ja, tam te analogijo porničo dava. Spenetrirajo skozi ušesa, tam so nori. Ker so ful je mlajša populacija in nima sploh razvitih možganov. Mar si kaj nima razvito. In pač mislijo, da lahko vsakemu napišejo, kar želijo. Ne? In to dobro, mi, ki imamo trdo kožo, nam je to itak top, da je še. Jaz ne vem, če jo imam, ampak sem se odločil, da ne gledam več teh stvari. Okay. Ker v bistvu niti nimaš časa, pa toliko je tega, pa nikoli še na TikToku nisem dobil konstruktivnega komentarja, da bi rekel, ok, to je pa dober nasvet, to je dober angle. Vedno je tako zelo površinsko, ne? Ali v negativno smer, ali pa v pozitivno. Tako da nisem nobenega value videl v teh komentih, zato jih ne gledam. Ne? Ja, dosti ljudi se tudi skriva za temi kao konstruktivna kritika. V bistvu je to volk oblečeno v ovco. On ti lepo napiše, kaj deraš na robe, v bistvu za tem se pa skrivajo. Volko, jaz bi te tako udaril, idioci, nehaj snema, da upam, da ti dajo vsi strah, da propadeš. Ne? Yeah. Ampak on je mogel napisati, ni želel izpasti primitivno. Tako da že po načinu, ko recimo jaz jih preberem, vse komentarje, mene to ne gane, ok, ima slab dan, pa ti malo prija do živega, ampak čez 2 uri si rečeš, kaj bi se sekiral, v tem sem toliko let. Kaj pa prije do živega, kakšen tip kontenta ti prije do živega, kakšna kritika? Točno to, ko vidiš, da nekdo, to superiornost. Aha. Jaz bi boljše vodil stream, kot ti ne znaš voditi. Poglej si, recimo tebe me izpostavljajo njega, kako vodi stream, da se pripravi. Skačeš v besedo, ne gledaš gosta v oči. Vse bi naredili boljše kot jaz, ne? Vse. Potem se razni inženirji za zvok javljajo, ja, pa ti bi mogel tako zvok, pa bi mogel tisto, pa ono. Si mislim, pizda, odpri YouTube, za laufe boš milijonar, stari. Ej, gledal sem enkrat eno predavanje od te Brene Brown, ona je neka ful znana psihologinja, ki ima te TED Talke ful znane. Mislim, da je ta predavanje na Netflixu pred parimi leti. In je dala ful dober point, ne, glede kritikov.
Je rekla, predstavljajte si areno, gladiatorsko areno. Spodaj so gladiatorji, ki se fajtajo z medvedi, med sabo, borci. Pa imaš pa publiko. A ne? In v bistvu ona rekla, ne nikoli poslušati tega, ki nikoli ni bil noter v areni. Itak. Ki nikoli ni bil dol. Se pravi, ki ni v lifeu nekaj ustvaril. Ker samo ta razume, da je pač težko narediti stvar popolno. Vedno bo še room for improvement. Vedno si omen z resursi, časa, keša, svojih sposobnosti in ti se pač trudiš. Ne? In zdaj nekdo, ki ne ustvarja, in to je 99% interneta, 1% je kreatorjev, 99% je teh, ki konzumira, te so pa glasni. Ne? Zato na to mnenje je rekla, nikoli ne smeš dati nič teže. Na ki ti pa kolega, kreator nekaj reče, tako. Pisatelj, to pa ful dobro posluši, ker on razume, ne? Bo dal neki ful dober point. Ampak tak ti ne bo rekel nič, ker bo točno vedel, vse bo znal, vse zna. Jaz nikoli nisem šel do, ne vem, žerjal, pizda. Zvok ti v kurcu. Ja, pa dej naredi to sliko, kaj snemaš, čim snemaš, to s pomarančo, ne. Zato, ker jaz točno vem, koliko tu rabiš keša, koliko je tu časa, koliko je tu truda, volje, se usest, napisati scenarij, kaj boš ti bluzal v tem videu, ne. In sem tiho, zato nikoli ne bo noben videl mojega komentarja pod nekim podcastom na YouTube vlogu. Fuck, kakšno imaš to kamero? Zakaj bom jaz pisal človeku? Jaz vem, kako bo njemu, ko bo to prebral, stari. Rekel, imam res slabo kamero, pa ne vem, doma testiral, posnel milijon kratkih filmčkov, pa vse je dobro, kaj bluzival, Samo ljudje nimajo tega filtra, ne dojamejo, kako lahko do nekoga ta komentar vpliva. Zelo lahko vpliva. Do nas ne, življaj se nad mano, piši, kar želiš, ne. In je ta problem, pač ta superiornost, da oni vejo več kot ti, boljši so v sebi vedeli. Ne? In odkar sem začel streamati, sem opazil tega ful ogromno, res preveč tega. Skoraj pod vsakim streamom se najde, ki mi pametuje in po mojem zelniku skače, kako bi jaz mogel voditi. Se pravi, ti delaš live streame na YouTube? Live stream, itak. Ampak jaz sem tako kot sem, ne, jaz skočim v besedo, tikmam, tu pa tam trzam. Težko gledam človeka v oči, ker imamo ponovadi ljudje, ki imamo tik, imajo kar problem gledati človeka v oči, oziroma biti sfokusirani. Ne. Tudi fokus mi kar zna pešati, to je vse povezano, ne, možgani so kar čudna stvar. In zdaj sem recimo, ko govorimo o tiku, gledal Luis Capaldi, ne, eden največjih glasbenikov zadnje par let, in ima ravno Tourette sindrom, ne, in fucked up, to je pri njemu hard, on je tako. In sem si rekel, so ljudje, ki imajo še hujšo to obliko, ne, in hvala Bogu, da se v tem snemajo dokumentarci v takih ljudi, kot je on, ker mi deluje ipak neodvisen in ni tisti opran strani vsega. Ker ljudje ne vejo, kako zahtevno je s tako motnjo sploh stvari delati, kot so v živo stvari, ne. In potem se pač življajo, ne. Definitivno tak človek ni lih, bom rekel, najbolj srečen, ki ti napiše čez cel ekran od iPhona, ki nima en komentar, kaj vse delaš narobe, ne, kaj vse bi lahko popravil, ne. In potem si rečem, če me ti že organsko ne moreš prebaviti, moji streami so dolgi 2-3 ure, ti si 2 uri mene gledal in si še vzel čas 40 minut za napisati ta komentar, pizda v teh 2 urah, pejdi voziti kolo, pejdi brati knjigo. Walkman ni kriv, če ti boš mogel unga svojega šefa gledati ali iti spat žensko, ki ti ni všeč. Ne vem, kje je šum v tvojem življenju. Ne? Ja. In oni so srečni, ko to pišejo, vse vem, da so, ne. Ti dal občutek, zdaj sem pa jaz njemu napisal. Ne. V bistvu nek ventil se spusti. Ja, zdaj sem mu povedal, sem čez 2 uri ti življenja da nazaj to za ušnico in ti povej, kje si. Ne. Ja, internet ima res neko tako s to anonimnostjo lastnost, da ful teh frustracij lahko ven dajemo, pa izlivamo. Ker včasih to ni bilo toliko možno. Ne, ker si mogel obraz svoj pokazati. Ne. Jaz mislim, da je to korona vse bolj busnila, ljudje so bili doma, dosti bolj so gledali vse stvari, vse veš, kako je bilo, ne smeš tam, pa nisi mogel tisto, pa tretje in ljudje so bili verjetno v nekem kotu pristisnjeni in so iskali nove variante, kako sprostiti to jezo, ne vem, ker ni bilo toliko tega, res ni bilo, pa sem svašta objavljal in pisal od korone naprej ta hejt in ta vse vedjem, jaz pravim, tega je 2-krat več. Zdaj sploh, ko imam streame, ko vidijo, pa imam Miro Cerarja, pa predsednico države. Bolj politične.
svašta sem imel, prihajajo res velika imena k meni domov in to gre ljudem v nos in dajmo mu napisati, kako je on slab in neumen in nima pojma, ne. Ampak ne vem, oni mislijo, da bom jaz nehal streamati, jaz še v istem dnevu, ko ta komentar pade, naredim stream, ki je mogoče še bolj neumen kot ta, ki je napisal, kako neumen je moj stream, ne. Ne, pa se je v bistvu neka simbioza tega tebe kot kreatorja, pa tega, ki ima ta ventil, da sprošča to, zato ker, a veš, on ti pomaga pri algoritmu, a ne, z engagementom, tudi če je negativen komentar, to v bistvu feeda pozitivno na tvoji strani, zariča, ne. On pa si sprosti ta ventila, ne, tako da se mi zdi, da je nek tak win-win za obe strani. Definitivno. Čeprav sta navidezno sovražnika. Ne. Jaz vedno vse te komentarje pustim, nikoli ne brišem, tudi če si rečem, ok, to imaš prav, pustim, ker zakaj bi brisal, vse imaš so pravico, karkoli želiš pisati, jaz moj video je javen. Nikoli nisi nič brisal, recimo, tako, ne. Ne, mogoče na začetku ne hardcore primitivne, ne vem, imaš grde zobe ali pa si suh, shiran, ko sem imel še 60 kil, ko sem zgledal, kot to stojalo, sem mogoče brisal, ker mi je bilo ono, da kaj pišete to, ne, zdaj pa pustimo vse. Tudi tisti, ki izlijejo vsa svoja čustva. Zakaj si imel 60 kil? Jaz sem bil, mislim, že zdaj nisem Schwarzenegger, ampak sem bil zelo suh. Ko sem začel malo street workoutom trenirati, sem imel 62 kil, nič grozno. Da si mi dal vrečo krompirja. Sem mislil, da si imel kakšno situacijo zdravstveno. Ne, samo pač geni, ne, v moji družini foter, vsi so suhi, brat. In potem sem pač rekel, Jan, bo treba nekaj spremeniti, ker ni lih to. Nisem se počutil cool v svojem telesu, logično. Ne. Kaj pa tvoj... Mislim, kdo je tvoj fan ali pa kdo je tvoj audience? Kako bi opisal tega človeka? Nekdo mogoče, ki ima rad te kontroverzne stvari oziroma družbokritične, pa ki ne upa samo o tem govoriti, najde potem, bom rekel, prek mene glas, točno to, o tem bi rad govoril. Ne. Ta pa moje tudi ljudje, ki so ful jezni na svet in potem grejo moje videe gledati, da so še bolj jezni in mi serejo in me napadajo, ker jaz mislim, da imam dosti takih ljudi, ki me videti ne morejo, ampak ko me čakajo, da nekaj objavim, da rečem, fako je ta tip neumen, on je res glup, ne. Ti, ko greš v živo na streamu, tam ni priprav, tam kar si bleknil, ne vemo vse, včasih ne veš, imaš enega gosta, kot je, ne vem, dajmo reči, Merlak, visok gost, ti se pripraviš, zgubiš podneva za vprašanja, da se jaz koncentriram, kaj bo on povedal, ne ti ga gledaš, ga poslušaš, aha, to je povedal, si razumel, in pol pač kar nekaj butastega on pove in ti poveš še bolj butasto nazaj in posrečeš, fakt, da sem res neumen izpadel. Ampak na začetku sem se malo še obremenjeval s tem, zdaj sem to obleknil, zdaj mi je vseeno. To je to greš v živo, noben ne ve vsega. In sem si rekel, pač, to se zgodi se, kaj čmo, ne. In nekaterim je pa to guštih, to po moje rajca, ne, da vidijo, kako smo mi neumni, ki snemamo, da si on pol potolaži, jaz pa nisem neumen, to vemo vse, ne. Čeprav bi mu dal kamero v roke in bi mu rekel, zdaj mi pa nastavi shutter speed, primeren te svetlobe in ne, pač nisi posod, vse so ljudje inteligentni, ampak noben ne ve vsega. Noben ne ve vsega. Že na mojih streamih so bili ljudje, ki so šolani doktori, pa si mislil na trenutek šit. Jaz vem, ti ne veš tega, ne? Tako da je bil to lep pokazatelj temu, da tudi en doktor ne ve vsega, pa veš ti več od nekoga, ki ima doktorat. Ne? Kaj so te družbeno kritične, kontroverzne stvari? A mi daš en primer, kaj je bilo tako res... Cepivo. Okay. Cepivo je bilo najbolj v zadnjem čase in vse, kar prihaja... In to si ti govoril o tem? Pa jaz sem bil, mislim, ljudje so ful razumeli, da sem jaz anticepilec, ne vem kaj, jaz se zelo rad provociram ljudi, ker točno vem, kam moraš požgečkati, da bojo, ne. Aha, okay, štekam, in potem sem objavljal razne videe in od raznih zdravnikov, ki so bili proti cepivo in to je ljudi jezilo, ne. In sem rekel, okej, cool. In politika, hvala Bog. Ko začneš v politiki, gotovo. Ja, boš takoj, če boš plunil čez Janša, Vauks je levičar, če boš plunil čez Mesca, Vauks je SDS-ovc, ne. In sem pol opazil, kako enostavno ljudem prodati
svašta. Res ljudem je tako lahko prodati na informacijo, to je noro. In potem sem se malo igral, bom rekel, dobesedno manipuliral z ljudmi, ko sem objavljal take stvari, ne, ker sem vedel, če jaz napisal nekaj OnlyFans, bo se najdlo leglo teh friolčastih barov las, ki me bo napadlo. Ne. In točno to se je zgodilo. Kaj pa si rekel o OnlyFansu? Mislim, kaj je tvoj view? Moj view o OnlyFansu je, mislim, ženske so se znajdle, to je legalno, super. Zdaj, kako je pa to, bom rekel, častno, oziroma ne najdem zdaj besede. Plemenito? Ne. Ja, kaj sem že hotel povedati eno besedo? V glavnem, ja, vedno najdem neke take butaste fore. Prvo sem napisal, da včasih so ženske delale prek študentskega, danes pač se odprejo OnlyFans, nekaj takega sem napisal. In mislim, da je bilo 700 na Facebooku, 700 komentarjev proti meni, same ženske z roza, modrimi, 6ix9ine barvami las. In itak vse so me obtoževali za seksizem, medtem ko so same delali seksizem, tipično za small dick energy, taki komentarji, to je seksizem. Zakaj ti sklepaš, da imam jaz mali tič po statusu? Ne? Kako sploh sklepaš, da imam tiča? Tako je, točno to. In mislim, feministke to, govorimo o feministkah, tiste, ki niso v pravem smislu feministke, ampak ženske, ki ne marajo moških, ki se skrivajo za masko feminizma. To je najbolj toksičen, bom rekel, community, poleg LGBTQ+. Veš kaj, jaz ful nimam pogleda v ta community v Sloveniji, ker nisem del nobenega babla, ne vem, si ne želim, ampak tako, aj tega ful v Sloveniji. Ker v Ameriki poznam ta trend, že vrsto let je problematika. Ja, Zahod ima to že prakticira. Ker iz univerz prihaja ful, pač, kako bi rekel, mentalnih virusov, okoli tega, kaj je realnost sploh, pa postmodernizem. Ampak za filofaks vem, da je mogoče malo problematičen, že takrat bil, ko sem jaz bil v študentskih časih, ampak vem, da moja bivša je hodila na filofaks in mi je rekla za primer, ko je Salome prišla, je bila vabljena kot gostja na okroglo mizo in je v bistvu cela dvorana Salome prepričevala, da je ona žrtev. Medtem, ko je ona sama rekla, ne, jaz nisem nikoli bila žrtev in ne bom pač igrala te vloge, ampak prav vidiš, kako ljudje v bistvu forsajo to svojo narativo nekomu drugmu, pa njegovemu življenju. Pa to je največji problem, ker se ta kulturna gibanja začnejo spremenjati v politična. Itak, kot je politično gibanje, si gre tukaj ne samo za moje stališče, ali kako jaz to vidim, ampak za neko korist. In LGBTQ in ne vem kako, še črk naprej in ta plus je to postalo, to je že agenda, to je res močen lobby. Misliš v Sloveniji? Ma itak, Primark je imel kolekcijo oblačil Pride, se podveš, kam so šle vse te lovke, Ja, ampak Primark je pač firma iz UK ali iz kje. Ne vem, točno slovenska, ampak koliko je v Sloveniji ta močen? V Sloveniji mislim, da je dosti več, kot je bilo včasih, itak da je. Ampak vse ni to, koliko je v Sloveniji. Problem je, da Slovenija itak je vsak dan bolj, bom rekel, zahodnjaška, če bi temu rekel, kar se zgodi tam. Mi smo kot spužva. Ampak točno to vsiljevanje in polaganje besed v usta, če ti izpostaviš, kaj se ti ne zdi cool pri neki LGBTQ propagandi, si tako označen za homofoba. Zakaj? Vse smo tudi par prijateljev, ki so istospolno smerjeni in so to fajn ljudje, verjamem, da dosti bolj kot jaz, ampak imajo enak pogled na vso to propagando kot jaz in si rečem, ok, če ona dva vidita, da je to nekaj narobe, potem je, In dejansko je, pač to je to, želijo prikazati zelo subtilno, ampak jaz mislim, da je kar konkretno vsiljevanje, moraš sprejeti, če ne sprejmeš si transofob ali homofob, ne vem, kaj se. Kaj da recimo treba sprejeti? Sam to, da bom razumel. Da so ljudje da je OnlyFans če govorimo o LGBTQ+, da treba sprejeti vse, kar se tiče tega, to drugačnost. Ne vem, zdaj, če se otrok pri 11 želi identificirati kot pingvin, ti moraš to sprejeti, ok, ti boš pingvin. Sej otrok, jaz sem tudi hotel biti Ronaldinho, pa sem zdaj.
YouTuber, ne. Ne, pač otrok sanja. In zadnjič sem gledal, je imel ta igralec Harry Potterja, Daniel Radcliffe, ali kaj je okroglo mizo z mladimi ljudmi, ki so govorili o transpolih, da kako se oni počutijo ogorčene, ker kako ljudje ne razumejo, da nekdo pri 12 je fantek, pa je bil punčka. Puste primiru ljudje najpač. Čar odraščanja in ugotavljanja svoje usmerjenosti je to, da ti noben ne da kompas in reče, tam moraš iti, pusti me. Jaz sem že videl, če sedim na klopci, tu imam punco, tu fanta, če mene vleče k fantu, Jan, jasno je, kam je tvoja usmerjenost gre. In to je ta čar, da ti ugotavljaš skozi osnovno šolo, srednjo šolo, kaj te pali, kaj bi rad delal, od koga bi rad kam fasal, kam bi ga ti rad utaknil. Jaz mislim, da je to ta čar tega, da po naravni poti ljudje sami ugotovimo, kaj in kdo smo. Ne? Brez nekih informacij, že v osnovni šoli, ja, pa to spremi, pa uno, pa tam pedi, pa tisto dej, pa to razumi, vse moraš razumeti, vse moraš sprejeti. Bog ne da boš kaj rekel, ne, ker boš takoj označen, etiketiran za kar pač proti temu, kar si ne proti, ampak ti ni všeč način, kar se dela. Ne. In OnlyFans, kot si prej omenil, je isto, ne, postalo že tako casual, da če boš kaj rekel kontra, boš bil kaj s tabo narobe, vse prav so se znajdle. Ne. In vse preveč postaja, mislim, definiramo, kaj je normalno, ampak postaja, ja, vse tako je, vse to je cool, ne. Pa vse pač tako že mora biti. Ja, sigurno je par zanimivih aspektov spreminjanja družbe, pa teh vplivov Amerike, ne, tako kot si rekel. Ne. Sigurno niso vsi dobri bili, ne. Veliki dobrih, veliki nedobrih. Ampak to, a si imel, se pravi, če sem te prav razumel, ne, ti v bistvu nekako identificiraš mogoče malo bolj kontroverzne tematike, pol pa pikneš tja, pol pa se v bistvu začne odvijati dinamika na spletu. Vidiš, kaj ti ljudje pišejo, to, ampak jaz nikoli nisem želel izkazati, da sem jaz nestrpen do kakršnekoli sekte ali community ali vegano ali kaj vse pač lazi in diha ta zrak. No, ampak že ta način, ki ga uporabljaš za retorični, a ne je tak mal. Ker točno vem, kaj imaš tam, kaj vse, ne, in dosti ljudi tudi takoj skočijo v luft, karkoli boš. Danes so ljudje že tako občutljivi, vse to je ta fake woke ljudje, ta generacija, smo že ne, ali kaj je? Ja, to je ful res, ampak a se ti zdi, to je pa nekaj, kar jaz opažam, je, da mladi, recimo tam okoli 16 let, pa ful ta drugi pol, ta protivtež je ful močen. Je ful močna. A veš ta Andrew Tate scena teh fantov, ki se pa ful bori proti tem, Jordan Peterson, Andrew Tate, da veš vse te, da prinesemo nazaj to moškost, pa tam meskalini. Ja, kar je pa spet, a veš, kako je protivtež ponavadi, ne? Ti, mladi se ne bojo spomnili na trženci, ki si imel včasih, ki je branjevka ti tehtala zelenjavo, in doskrat si del preveliko v tež. Je padlo na drugo stran in si mogel zbalansirati. In se mi zdi, da je tudi kleja, veš, z ekstremom se borimo proti drugemu ekstremu. In je v bistvu konstanten ta back and forth, in sploh na spletu se to potencira in je zanimiv in so čustva in je reality show in tako malo. Ne. Pa občutljivi, mislim, publika je tako občutljiva. Ja. Če se vrnemo nazaj na ta virus od TikToka, sem imel video, kjer je nek gospod v Sloveniji se posnel in skakal, kdor ni cepljen, ni Slovenc, ne. In je pač to dal na Facebook in sem itak to uporabil sebi v prid in sem potem dal ta video in drugi del videa je bil, ko sem bil jaz z Nutelo namazan v črnca in sem govoril, se pravi, nisem cepljen, nisem Slovenc, ne. In to je eksplodiralo in so začeli ljudje delati. Ampak si vedel, da bo? Ja, ampak nisem vedel, da je gibanje v Ameriki blackface, se pravi proti temu, da se ljudje našemijo v črnca, ker je kao rasizem. In sem bil, sem odklenil neki novi. Nisi vedel, da je to tak trend. Ne, so me napadli, in sem rekel, wow, rasist, to neke videe so delali, pa moralizirali. Sem rekel, cool, nisem vedel. In potem gledam te ljudi, včasih si vzamem čas, kdo je mene napadal in potem vidiš, ko imajo na TikToku video, na katerega pleše in so lirike, niga in tako naprej, a to pa ni rasizem, ne. In sem si rekel, ljudje niti ne veste, na kaj se
na kaj se spotaknete. Ne? Ja. Ampak to je tisto, jaz vedno pravim, ni problem v moji faci, namazanje na telo, problem je, ker je to Vaukman naredil. Če bi to naredil, kaj pa vem, Juri Zrnec, po mojem bi bil manjši efekt. Jurija Zrnca imajo vsi radi. Ja, ampak veš... ni kontroverzen, znanje po svojih filmskih vlogah, v serijah in bi bil legenda. Ne? Sam pogledal v Ameriki, primere posameznikov, ki so jih imeli isto vsi radi, pa nekaj naredijo, in je v bistvu še večji šok. In še večji efekt. Mogoče, če bi Jurij Zrnec to naredil, jaz bi saj pričakoval tako večji šok. Ker v tebe... Ok, to je pač naredil, se je naredil toliko nekih drugih stvari, nič novega. To me je pa tako wow, ne. Ali pa si mogoče ljudje ne bi upali na pas, ker je le neko ime Jurij Zrnec, avtoriteta, ful dober igralec. Ja, ampak se tam mali tudi ne vejo, veš, to je Jurij Zrnec, pa jim je bolj pomembno to, da se, to je ena stvar, ki sem hodil s tabo govoriti, ne. V bistvu v tem svetu, ki sva ga zdaj nekako opredelila, se mi zdi, da ful tekmujemo ljudje, ne. Tekmujemo v različnih hierarhijah, ne? Tekmujemo v kešu. Ja. To predvsem fanti ful radi delamo že celo zgodovino. Tekmujemo z lajki na social mediji. Zdaj pa se mi zdi, da se začenja ful izrazito dogaja, da tekmujemo v morali. Se pravi, da jaz tekmujem z nekom drugim, kdo je boljši človek moralno. In zdaj, to je cel ta woke scena, po mojemu mnenju, ne? Ti v bistvu nimaš nobenih dosežkov v lifeu, nič nisi še naredil, zato ker si mlad, s tem ni nič narobe. Kaj pa ti imaš lahko? Ti si lahko bolj moralen. Ja. Ti si lahko na najvišji na hierarhiji v družbi, zato ker si najbolj moralen od vseh. In tako, da ti iščeš po družbi nemoralne, neetične stvari. In začnemo z rasizmom, začnemo z feminizmom, začnemo z vsemi temi izmi, in v bistvu iščeš in rečeš, tebe bom kritiziral, ker sem jaz boljši. Ja, ta je nek full efekt močen. To je zopet TikTok, zato ker TikTok tebi lahko video poči brez kakršnekoli promocije, tega bo samo vrglo in bo vsekal, to sem se siral in to se je zgodilo. Imel sem nič followerjev, objavil video, sem pozabil, grem čez 3 dni gor, 100 jurjev gledal. Odkje? Da, sem imaš poznano faco, ne? Ja, ni bilo nič followerjev, nič. Algoritem je nekaj zaznal in ga vrgel na For You page, ne? No, mislim, algoritem itak tako deluje na TikToku, da najprej testira na majhni skupini ljudi in ta majhna skupina ljudi je verjetno tvojo faco prepoznala. Že s to, kar jim je bilo znano, je ostal gor. Ja, nekaj časa in pa ga je algoritem pušnil naprej. Ja, ta plus definitivno. Če bi nekdo drug to isto stvar naredil, bi bilo manj. Itak. Zanimanja. No in to, in vsi dobijo to moč. Pa vse to, da se dotikajo neki tematik, ampak to, kako bi mogli mi živeti, kaj bi mogli jesti, mrzotuš, je to, dejavno, razmišljaj tako, šparaj, vlagaj. Kar eni ljudje, kot se rekel, nemajo nič za pokazati. Prebrali so 2 knjigi, 2-krat se usedel v Teslo in zdaj bom pa jaz povedal vam, kako. In tega na TikToku nerealno preveč. Vsi govorijo, kako dihati, kako hoditi, kako se gibati, kako izvajati jogo. Pizdarija, kje ste vi zrasli? Na Hogwartsu? Odkje imamo vse to znanje, zakaj sploh deliti ljudem vse to znanje? Dej naredi prvo nekaj, karkoli, napiši knjigo, nekaj naredi, da vemo, da imaš izkušnje, da si 10-15 let v tem, pa potem to znanje daje naprej. Ne? Ampak točno to, TikTok, takoj dobiš pozornost, takoj komentarje, legenda, car, bravo, common, W in te komentarje, ki so značilni, bom nadaljeval naprej. Ne? In potem pač polagajo to svojo. A si videl, ne vem, če si gostil, a si gostil Čeglaja tega Uroša? Ja, 2-krat je bil že. Res, okay. Ja, je bil. A spremljaš kaj njegov effort na TikToku? Ja, to sem ga tudi zdaj nazadnje. En mesec nazaj je bil in sem ga vprašal, če je to Andrew Tate stil, ne? In on ima pač v tem svojem mentorshipu, ki so ga spremljajo in so oni začeli dati gor in je to začelo bum, vse stvari pokati, ne? Ampak za promocijo je to brutalna poteza, ta Andrew Tate vzorec, kjer so iz enega podcasta naredili revolucijo. Ne? In verjetno nek podoben vzorec se tudi Uroš uporabil in je. Pač vsak dan se ti pokaže Uroš. Čekaj, kaj on je najel folk, da upravlja te profile? Na mojem streamu je povedal, da ljudje, ki so v tem mentorshipu, so sami od sebe pač ustvarili. On ima nek mentorship. Tako. Se pravi, podobna k Andrew Tate business model. Ne vem, kakšnega je imel Tate. Ima
Kuroš in on ima notri svoje ljudi, 1500, koliko jih je. Aha. In oni so v znak podpore Urošu sami ustvarjali profile in dali zanimive seke na TikTok. In če to naredi 20-30 ljudi, en video bo sekal, bo drugi 6-20 in... Se pravi, poplavaš v bistvu tako. Platformo s kontentom. Tako. Se zdaj je zanimivo v Sloveniji, ne? Ker je toliko malo slovenskega kontenta, relativno še vedno je malo ga na TikToku. Pred 2 leti je bilo to sploh skoraj nič. In v bistvu ima veliko šanso slovensko govoreč kontent, da saj v slovenskem prostoru prije do nekih številk. Sploh če tako narediš tako udarno poplavo tega kontenta, pa nekaj zagrapa. Danes tisti, ki ne izkoristi teh socialnih omrežij in vsega tega, sebi uprit, sploh imajo recimo podjetja. Jaz vedno govorim, ko srečam ljudi, ki imajo gostilne, restauracije, prvo, kar imaš TikTok, naredi. Naredi, ker verjemi, da boš začel dobivati stranke. Dželo je lep primer, kebab. Pa marsikatera restauracija, podjetje. Ampak ljudje, zastojnje, to je vedno pravim, izkoristi, probaj, zastojnje. Uložek energije. Točno to. To imaš tam zaposlene, kelnerice, kogarkoli, povprašaj, kdo je vešč, da mu priplači 100-200 evrov več, pa naj se ukvarja s tem, ali pa najami nekoga, danes je toliko teh nekih social media ljudi, da ne vem, ali je to neka nova šola v Sloveniji izrasla, vsi so hashtag social media, ta menedžer, strokovnjak, najami enega, naj ti snema, in bo stari, naredi nekaj novega in stranke s tem, ko bo videli 100-krat to video, 1, 2, 3 se bo začela rasti. Verjamem, da bo, ker TikTok je moč, zato pa pač želijo obenem tudi TikTok uničiti, ker marsikar se je že ekspozalo na TikToku in to je plus, razne pedofilija in stvari take, ki so prišle ven v javnost in so busnile in so dobile, ne vem, epilog, Se s kolegom pogovarjal, da zato pa določene dele sveta bi TikTok skenslili ravno zaradi tega, ker ne rabiš dati nek effort, vržeš gor, bum, evo, smo ga dobili, to pa to je takrat delal, čeprav video star 5-6 let. Ampak vsem tem dobrem je preveč slabega. Valjda. Kaj pa je tvoj, poleg tega, da ti živiš od tega zdaj, pa rekel si, uživam ob montaži, to sta že dva tako kar močna kroga, v temu ikigaju, ki v bistvu najdeš nek svoj passion, ki se prekriva z potrebami sveta, to, kar ti rad delaš, to, kar je plačan. Kaj pa je tvoj nekak cilj tako dolgoročno s tem kontentom, ali pa kaj sploh hočeš, kakšen message hočeš sporočiti? Če ga imaš, ali je to v bistvu, kar sem povedal? Ja, po moje premeni je to, da lahko prideš daleč, tudi če si to, kar si. Spravi, da ne rabiš biti nek frajer na Instagramu, popolno življenje, lepo izražanje. V bistvu, ko se Instagram zapre, si pa največji idiot. Da lahko priješ do številk, do sodelovanj, do svašta, tudi če si, kar si. Se tudi jaz delam napake, kolikrat pljunem v svoj krožnik, povem nekaj, tam govorim eno, trobim drugo, itak človek sem, pozabljam. Enkrat govoriš to, sam sebe sem zajebal. Ampak to smo ljudje, ampak vseeno moraš imeti jajca to priznati, zajebal sem, vem, takrat sem naredil to, sem uno. In da si to, kar si in valjda ne biti, bom rekel, dokler ne škoduješ drugim. Jaz mirno zaspim, jaz vem, da nisem nobenemu škodil, nisem nobenega šel na ulico, ga udaril, razbil, ker mi je napisal, Vauks, ne vem, glej v kamero, ko govoriš, ali pa da zavajam ljudi z nekimi informacijami, da jim kradem, da jim govorim, dajte mi donirati. Živim oziroma ustvarjam totalno brez nekih, dajte mi nazaj, jaz sem vam dal, jaz nočem biti isto, se to zastojno snemam, dajte vi za meni kaj, se mi ne noben dal pištolo na glavo, Vaukman delaj videe, zaradi publike so moji videi uspešni, če njih nikdo bi me gledal. Noben, tako da jaz živim po tem načelu, da od svoje publike nočem nič, kot to, da prideš pogledat. To mi daš support, kot si mi ga dal vsa leta in to je to. In ta cilj delati tako naprej, da zabavam ljudi, všeč mi, ko dobim feedback, ne vem, Vauk, sem imel to pa to izkušnjo v tvoje videi, so mi pomagali, da sem zgovoril skozi sranje. Srečem, to je to, za take ljudi delam. Tisti, ki me pač ne more videti, zdaj, če me ne moreš videti in me greš vseeno gledati, pač nekaj ni v redu stava, poišči si pomoč.
In v tem uživati in probati priti, bom rekel, čim dlje, čim več, da točno to dokažem vsem tistim, ki so v osnovni šoli in v srednji, ko sem to začel, rekli, da ne delaj tega, ker pač ne boš prišel nikamor. In jim potem dokažeš, da se da sodeluješ s svašta ljudmi, svašta ljudi sem se pogovarjal. In to je to, in to bi rad prenesel na mlade, da tudi iz totalne nule, kjer ni bilo financ, starši niso imeli denarja, lahko ustvariš nekaj, kar bo spremenilo marsikomu pogled na svet ali pa ga razveselilo, ko pogleda tvoj video ali pa bo doživel neke emocije, ko bo poslušal nek tvoj komad, kjer govoriš malo bolj globokih tematikah. To je pač poslanstvo, ki zaenkrat bi rad nadaljeval. Včasih sem bil omejen na glasbo, zdaj delam vse, samo glasbe ne, no parodije so. In vsako leto se dam nekaj novega, ne. Zdaj to leto grem na vloganje v avtomobilih, ker me je začelo te montaže pa razlaganje na svoj način. Lansko leto sem imel full focus na streamu, zdaj me je zmanjkalo gostov, ker sem jih imel v enem letu, po moje 100. A res? Ja, in sem rekel, zdaj 100. Koliko si imel pa pogosto te streame? So bili kar vsak drugi, tretji dan. A res? So bili na polno, ja, in sem rekel, zajebo sem se, nimam več koga poklicati. Dejansko ne vem več koga vprašati, ne da se me imeti teh tipičnih Instagram ljudi, ker vsak ne dosežeš globine v tem pogovoru, ne. Upadil sem, da povabiš jih, jaz sem imel tako politiko. 90% sem vabil ljudi, ki jih jaz želim, se pravi, to so bili politiki in tako naprej. In potem sem tu pa tam dal na Instagramu, koga bi pa zdaj vi videli. In tako so večinoma pisali pa sanjske ženske in sem rekel, tako vplivne, influencerke, dajmo biti pošteni do publike, povabimo eno od njih, da tudi tisti, ki ne morejo videti Marjana Šarca, uživajo v Piji, Ani Širovnik, kogarkoli, oziroma nobene od teh nisem gostil. Ana Pusovnik, Ksenija. In potem pač tu pa tam povabim. Pa ne da imam kaj proti njim, ampak ne dosežeš te globine v pogovoru. Ja, ti hočeš drug vrste content, sej tako, moraš sebi izhajati. Je pa res, da ko govori z nekom, ki je, bom rekel, preživel letalsko nesrečo, kot je Miro Majcen, fotograf, zelo dober fotograf, preživel letalsko nesrečo, pač kakšne možnosti so to, ne, sploh v teh športnih letalih, ki delajo obrate in zgodba za $1 milijon. Ogledal nič. Grozno. In potem imaš pa eno punco, ki je samo lušna in ne pove nič novega, par dni, 60,000 ljudje. Ja, to pa se moraš pa odločiti, po moje, kot kreator, a boš sledil mainstreamu, pa popularnosti, ali boš sledil nekaj, kar je tebi zanimivo. Ja, zato pač zmiksamo vse skupaj. Prav, ampak odločiti se moraš, po moje. Ne. Ampak si pa rečeš, ne, dobre zgodbe ljudje ne poslušajo. Ja. Mislim, moja publika jih nima toliko rada, kot... Ja, verjetno je to, ne, bolj, da so navajeni določeni, ali pa je tip, ali pa profil poslušalca določen, ne, in njega določene stvari zanimajo. In pol ne moreš narediti na hiter, po mojem switche, ne, kaj je pol čudno. Tako da svašta pač v tem na YouTubeu vidiš. Itak se non-stop učiš, ker mislim, da YouTubea ne moreš nikoli naštudirati, ker trendi se menjavajo. Ja. Zdaj so itak podcasti najbolj popularna stvar na svetu, ne. Ja. So kar popularni. Ampak to zdaj v zadnje pol leta je buf, ne. Ja, jaz mislim, da naslednja 3 do 5 let, da bomo še full rastali z cel segmenta, ne, podcastov, ker v Sloveniji še vedno zaznavam, da veliko ljudi ne pozna sploh tega formata, tako da je full ene možnosti za rast. Ja. Pa če gledaš medijske hiše, te stare, ne, Delo, Pro Plus, pa to, ne, začnejo podcaste. Tako da nekako se razvija celoten ta segment in ful je dobro za tiste, ki smo noter v njemu, ker pol sam zajahaš ta vala, ne, pa pobereš v bistvu te nove poslušalce, ki iščejo vsebino. Ne. Ja, podcast se je kar razvil. A ti pa ne objavljaš v podcast formatu te svoje streame? Ne spremeniš jih na streaming platforme? Ne. Zakaj pa ne? Ne vem. Se marsikaj ne delam, kar bi lahko in bi bilo... Ne, ker content imaš, ne, v bistvu sam zrežeš audio, pa ga daš na Apple Podcast, pa Spotify. Ja. Zaslužiš še kakšen euro, itak. To ti težko rečem. Ni neki?
Mislim, ni advertisinga na podcastih. Aha, ja. Ti moraš v bistvu native delati, se pravi s prav sponzorjem, a ne, pa je to nek dodaten reach. Imaš pa zdaj na Apple podcastu opcijo subscriptiona. Aha. A ne, se pravi, nekdo ti lahko da mesečni, tako kot imaš na YouTube membership. Ja. To je isto zdaj na Apple podcastu, ampak ja, so pač načini, ampak treba je biti malo tako iznajdljiv, pa tipati, pa poznati svojo publiko. Vse to je preveč že teh front in na vsaki fronti biti aktiven. To je res, ja. Pol TikTok. Ja, zato si rečem, YouTube je primarna stvar, Instagram je takoj pod to, ostalo je pa tako za zajbancijo. Kaj si rekel, TikTok, da je primarna stvar? Ne, YouTube je primarna. YouTube je tisto pač, kar konj, ki vleče vse skupaj naprej. Ne? Instagram je pa itak promocija, video vsebin plus za sodelovanje. Danes v Sloveniji opažam, da na YouTube jih najmanj zanima. Firme zanimajo samo TikTok, Instagram. Na YouTube imaš lahko milijone. Ja, kaj je trend zdaj tam. Ja, ni YouTube še toliko v Sloveniji zanimiv za neke promocije, sem opazil. Ne? Res? Ker če mi pišejo za Instagram, TikTok, za YouTube, da mi nekdo rekel, Vaux, pa naslednji parodiji, DV intro, ne vem, to pa to, ali pa objavi nek product placement. Aha, ni tega. Ne, pa mi je čudno. Žerjal pa ima, ne? Samo on dela sam na YouTube, ne? Ja, Žerjal ima 100. Ja. 100, dobro, imel sem G-Fuel vmes, sem ga imel 3 mesece, ampak potem je padlo v vodo, ker so mi pač napisali, da nisem dovolj prodal, ampak sem rekel, jaz nisem prodal. Aha, si imel kodo? Ja, imel sem 3 mesece poskus. A ja, to je nek subscription? Ne, 3 mesece so mi rekli, da mi dajo test, če bo teh 3 mesecih dosegel tisto, kar bi oni želeli, bomo podaljšali, ampak v 3 mesecih, kot zelo nisem, čeprav G-Fuel pil, Miro Cerar, Luka Mesec, vsi so pili G-Fuel. Pač. Kaj pa je sploh to? To ni energijski napitek, ampak energijska formula, oziroma... A prašek je to? Ja, brez sladkorja, zdaj reklamo jim delam. Ma, se vse. Ampak znana kot gamerska pijača, no. Aha. Se lahko rečeva, da ni dober, če hočeš. Pa tako, okus je bil... Ne, da ne bo reklame. Ne, vse okus je bil dober. Ja. No, pač ni šlo skozi, ampak jaz sem jim rekel, jaz nisem prodajalec. Jaz sem to reklamiral, ne bom zdaj še, kupite, že to, ko sem rekel, uporabi kodo Vaux 10, mi je bilo, moram res to govoriti. Ampak tisti čas mi je prišlo prav nekaj 100 evrov več na mesec, ampak zato jaz vedno vsem povem, ko grejo z mano v sodelovanje, ne pričakovati, da boš ti zdaj milijonar zaradi mene. Ker ni, da bodo ljudje, če bom jaz reklamiral 3 mesece, ne vem, kondome, te hočemo imeti, ki jih ima Walkman. Mogoče čez 1 leto, ko bom jaz res forsiral, s tem rekli upizda, 1 leto že govori o tem, gremo proba ta magični izdelek. Ne? Kaj pa svoj kakšen produkt, da si to razmišljal? Tu pa tam sem imel mrč, majice. Ampak spet ne maram toliko tega delati, ker mislim, da preveč potem posegam v svoje sledilce, dajte kupiti, klikni. Veš, dobim tak občutek, moraš kupiti to. In zato sploh nimam prijetnega občutka, ko hočem ljudem nekaj svojega prodati. Res ga nimam. Pa čeprav ne bom zaslužil bom lih, ne vem, dajmo reči za izlet v Sarajevo, ne bom zdaj milijonar, ampak imam slabo vest ravno zato, ker vem, da dosti mojih sledilcev nima keša, pa bi radi imeli mojo majico. In pol mi je pizda, zdaj eden tam gleda, bi kupil, pa ne more in si rečem, ni mi prijetno. Porajš nobenemu ne prodaš. Res, prav, in zato sem prodal 2 serije majic, lih, ne vem, po 50-100 majic in sem rekel, ne vem, ne počutim se fajn, ne vem zakaj, res se ne počutim fajn. Ker vem, da marsikdo od mojih sledilcev nima za en rokav kupiti, kaj šele celo majico. Ne. Zdaj pa itak ti ne moreš dati cene, dobiš majico s tiskom po, ne vem, 15 evrov, ne moreš dati 16 evrov ceno. Pač daš nekaj, da si pokriješ, da nekaj zaslužiš. Vsaki dela to, gre v to, da zasluži, ne za to, da se kurči, zdaj pa imam svoj mrč. Ne. Mogoče ena stvar za razmisliti, ker jaz v bistvu pri svojem projektu sem se že na začetku nekako odločil, da ne bom imel sponzorjev, ker glih zaradi tega, da lahko govorim, kar hočem, brez da razmišljam. Res, ja. Ampak delamo pa evente, live evente delamo, ne? In zdaj bomo delali na gradu čez 1 mesec, ne? Se ne vem, kdaj bo tole objavljen. Nima veze, ni promo. Ampak point je to, da sem hotel glih. A veš, prejšnjič, ko smo delali live dogodke, ker smo bili full omejeni s prostorom, sem mogel nekako dati karto dosti visok ceno, ne vem, 25 evrov je bila poprečna karta in to smo razprodali tako v 2 urah. Ne? Ja, lepa.
In pol veliko teh ljudi, kot si rekel, ki si želijo priti, pa nimajo. Jaz sem pa zdaj tako prišel na idejo, ne, da zdaj ta naslednji event, ki delamo, boš pa ti sam zbral kot fan, koliko hočeš plačati. To je lepa, kot donacija. Ja, in včeraj sem dal sicer samo memberjem, ker bom v soboto šele objavil public, in noben ni izbral najnižje cene, do zdaj. Ja. In tako sem rekel, ok, bom delal en eksperiment v Sloveniji, hoče se na celo nič, ne. Okay. Sam pol imam risk, da nekdo se registrira, pa ne pride, pa bom pa jaz tam prazen stol. Ja. Torej sem dal 5 evrov je najnižja, cena pa gre do 100 evrov. In začnejo kupovati 50-100 evrov. Zdaj si pa naredil kontraefekt, ne bom dal 5 evrov, me sram, ne dajmo. Ja, napisal sem, če nimaš, prosim, zber najnižjo. In zdaj mi te, ki so pripravljeni dati 100 evrov, pa 50 evrov pokrivajo za te, ki nimajo. In v bistvu nekako se sam community regulira. Ja, ta dobra Ti ideja. sam rečeš pri sebi, po svoji vesti se vprašaš, koliko lahko res dam, klemnu, ki podpiram to, kar delajo. Pa nekaj delamo še za charity, ampak vpraša se iskreno, ne? In se mi zdi, da sem tako solval to, kar si ti prej govoril, ne? Ja. Da v bistvu rečeš, lej, majica je malo dražja, zato, ker ponujemo še majice, ki si ti na nuli. Se pravi, samo to. Ampak ti, ki boš več dal za majico, jo boš plačal nekomu, ki nima. Ki nima, ja. Veš, in s tem nekako v community gradiš to, trust, pa pripadnost, pa to, ne. Tako da sem prav vesel, da sem, ne vem, zakaj prej nisem tako razmišljal, ampak ni bilo ideje. No. Kar dobra ideja, ja. Ja, toliko bolj je, sploh če prihajaš iz okolja, kjer nisi imel keša, toliko bolj razumeš človeka, ne, in ja, je to malo tak dvorezni meč, ne, zato vedno tudi, ko na streamih imam, nikoli ne govorim, dejte donirati, spodaj je link, tiste, ki pozna sistem in kot se je rekel, ki želi podpreti, ti lepo klikne poljubno cifro in to je to, ne. Ne, vse delamo oba za ston vsebino, ne, tako da že kleje. Ampak nisem pa nikoli bil na tem nivoju, to dosti ljudi izkorišča, delam vam za ston vsebino, dejte mi. Ne, to nikoli. In že to, da ne streamam vsak dan, je pač nek pokazatelj, da nisem pohlepen donacije, ker streamam, ko imam nekaj zapovedati, ko imam gosta. Zdaj pa, da bi šel vsak dan nabijati v upanju, pa se on zaslužil 20 evrov. Ne, potem zdaj ni on streama že en mesec. Ravno zato, ker ne vem, koga bi pripeljal od gostov, ker sem rekel, da to leto ne bom, kar vsakega, ki ima 5 minut časa, pripeljal. Ne. Ja, se prav to, po moje. Itak, na začetku sem hotel... Če ne na silo delaš. Ja, na začetku sem forsiral stream, da bo ljudje to sprejeli, da vidim, če je efekt, videl sem, da gledajo, sem rekel, ok. Koliko pa je concurrent viewerjev blog? To je zelo različno. Ne vem, od 300 do 1500. Okay. Tako da je bilo. Ne? In sem rekel, ok, to je cool, zato sem full forsiral, bil res konsistenten. In so ljudje to zagrabili. Sem rekel, ok, bomo streamali. Ne? Ampak itak, vsako leto hočem nekaj drugega. Nek challenge je tudi. Zdaj streami sem rekel, ok, to smo obladali. Dajmo zajeti. Razumem to, razumem ta način razmišljanja. Ja. Moraš si dati skozi neke izzive ali pa neke stvari, ki jih še nisi delal. Ja. Zato, da ti je zanimivo, da ti je stimulativno. Potem, ko sem imel že toliko streamov, je bil kakšen gost, ko iskreno se mi ga nismo dalo poslušati in sem bil pravno, slab človek si, ne, ampak ker si imel 2 dni nazaj enega, ki je ogromno povedal in si bil še kar psihično zmatran in potem si imel čez 2 dni zopet enega takega, si bil pravno shit. Mogo imeti še 3 dni pauze, težek si, ne. Ja, to na 2 dni je kar. Ampak to požreš in biti profesionalen in sfurati naprej. Ne. Vse po mojem, v kakšnih streamih se vidi, da je bil fokus, ki je drugje. Ampak ne veš, zato smo pač probali, videl sem, treba spremeniti. Ja, in se jih pol dajo malo bolj na razen. Kaj pa, kdo od slovenskih kreatorjev na YouTubu, recimo bi ga rad izpostavil, da ti ali da ti je vzor bil, ali da si kakšno stvar poteknil, ali da spoštuješ, kako dela. Ne? Sej Žerjala sva omenila. Ja, na Žerjali, z njim sem kolega, tako da cool dečko. Soba iz obale, ne? Ja, nismo se nikoli prepoznali, tako da YouTube naj je, sliši se gej združil. Drugače Beat Saber itak, Beat Saber mi je cool, ker pač ima vse lepo na nivoju, kar se tiče vsega. To, kar imam tudi jaz rad, video, zvok, montaža. Drugače, drugi slovenski youtuberi, kaj bi še, bom gledal nekaj, delajo podobno, kar delam jaz, ne. Ogromno je gamerjev, gamerski svet. Streamerji. Me ne zanima toliko, rad igram igrice, ampak ni, da bi zdaj toliko temu sledil, ker so mi igrice bolj, pa še zabavane, res ne vem, kaj dela, grem igrice igrati.
tega je ogromno. Vedno več. Vlogerjev, mislim, da ni več toliko, v Sloveniji je bilo res preveč, zdaj jih ni, ali pa mogoče ne pridejo na moj radar. Tako da slovenski content, dobro, itak Goran Hrvačanin, tisto, ko sicer niso ravno youtuberji, ampak ko objavijo... So začeli kot youtuberi. Ja, ne, ampak ko objavijo je stvar na nivoju in vedno nekaj originalnega in izvirnega. Tako da ne vem, slovenska YouTube scena pa se si jih kar že naštel, no. Ja. Je kar, ja. Veš kaj imam, jaz imam ponovadi tako, imam vprašanje, ki ga je prejšnji gost postavil. Ok. Ki ga bom jaz te postavil, ti už pa pol eno vprašanje dal za naslednjega gosta. Zdaj bom dobil neko vprašanje, ki bom gledal kot tele, kaj? Ne, se ni ta vprašanja niso s pravilnimi ali pa napačnimi odgovori. Aha, to je v ok. bistvu tako, kaj ti misliš. Cool. Prejšnji gost je bil Robert Golob, predsednik vlade. Nice. On mi je, ampak ni vedel, komu postavlja. Ne. Ponovadi nikoli, ne, niti jaz ne vem, kdo je naslednji gost. Na moj stream pa ni prišel. A si ga povabil? Ja. No, sej, mogoče bo, sej. Ti barabin. Vprašanje je bilo, na kakšen način bi dvignili zavest pri ljudeh o tem, da na tem planetu nismo sami in da narava ni naša sužnja, ki bi jo lahko izkoriščali do nemoglosti in da bi naravo mogli upoštevati kot partnerja. Kupite Teslo. Ja, tako da tono. Se pravi, da narava kako dvigniti zavest pri ljudeh da narava ni samo umevna, čeprav razumem. Da ni naša sužnja. Ne? Tipično vprašanje iz njegove strani. Kako gledaš tudi na ta To je zopet aspekt? en woke smernica. Zopet Evo, glih zate je bilo pol vprašanje. kričijo kao go green ali kakorkoli, medtem ko imajo iPhone v žepu in oblačijo se iz H&M oziroma iz teh fast fashion. Verjetno se Robert ne v H&M. Ja, ne, ampak govorim te aktivisti, ki se borijo proti osnaževanju in vsemu, kar prada zraven. Kupujejo pa v teh trgovinah, kjer so eden izmed večjih osnaževalcev. Ne vem, niti ne delam v tej smeri, dobro, ni da bom zdaj rekel, da mečem smeti, ne vem, kako posegam v naravo, ne. Vozim avtomobil, ki ima dizelski motor, niti ne razmišljam o tem, kaj bi zdaj lahko naredil, da prispevam k tebi, da bo zrak bolj čist, ker jaz mislim, da to so že z Merlakom govorili, da ljudje smo tu po mojem še najmanjši problem. Govorim taki posamezniki, ne. To so problem potniške ladje, to si mu tudi izpostavil, ki so baje največji osnaževalec zraka. Ja, ampak prevažajo stvari, ki jih mi kupujemo. Ki jih mi kupujemo, ja. Vse je v bistvu zelo kompleksno pa povezano. Ja, itak. Ne vem sploh, kaj bi povedal, ker ne razmišljam o tem, da ne vem, zdaj, ko grem v neko trgovino, kjer je fast fashion, ne grem raje v thrift shop kupiti rabljeno, ker zopet jaz mislim, da je to po eni strani malo zopet eno pranje možganov, da ni vse tako črno, kot bi oni radi prikazali, da je eno. In bo pa po moje to postalo še bolj, zdaj po moje je to malo bolj v ozadju, to boj proti onesnaževanju, kakršnem koli zrak, svetlobno, onesnaževanje, vse to. Ampak mislim, da čez leto, 2, 3, če ne celo prej, bo prišlo po mojem na nivo LGBTQ in feminizma, ker bo res, dejmo hardcore, ne, lega, kaj imaš majco iz Berške, tu onesnažuješ zrak, ne. In vse postaja preveč agresivno, no, in mene ta agresivnost moti preveč. Puste ljudi, bom rekel, do neke mere naj delajo, kar želijo. Ne. So po moje večji problemi za reševati kot take stvari. Dobro, se narava je velik problem, ampak jaz mislim, da je preveč overreacting, no. V angleščini se izrazim, čeprav se ne maram. Ja, glede tega, no. Ja, jaz mislim, da je to mogoče en največjih problemov, ki jih bomo imeli kot človeštvo v 21. stoletju, verjetno še umetna inteligenca je drugi, kot 2 challenge, ne. Nimam pa odgovora, tako kot ti, ampak sigurno zavedanje je začetek, ne, pa v bistvu agresija nikoli ni rešila, redko je rešila probleme v zgodovini, a ne, ker če ti imaš neko idejo, pa jo hočeš drugmu plasirati, z agresijo boš zelo neuspešen.
In to se mi zdi, da bi se mogel leva stran predvsem ful bolj zavedati, da je treba voditi ljudi, da jih je treba spodbuditi z neko, a veš, na svojo stran pridobiti z mehkim načinom, ne, kakor pa z agresijo, pa z kazanjem prsta, ne. Tako da to sva čisto sklajena. No. Ja, se tudi, ne vem, sedi na usnjenem kavču in ti moralizira, kako škoduješ tem, ko ješ meso, ne. Ja, in potem, kot izgovor uporabi, jaz nisem kupila ta kavč, ali jaz ga nisem kupil. Ja, ne se niti vseš, če že si tako moralno višji od mene, ne. Ja. Tako da tudi ta Greta Thunberg, karkoli, to je, mislim, vse malo bolj zavito v neko folijo in prikazano kot ful dobro, v bistvu, po moje, za tem je ful nekaj. Ja, seveda je ful. Nekaj ugabnega in gnjusnega se dogaja. Ja. Oziroma, kakršenkoli volk se začne širiti, takoj sem že, bom rekel, naravno nastrojen proti temu, ker vem, da to sigurno ni zdaj z nekim dobrim namenom, ampak nekaj ne štima, no. Da je neka agenda od zadnji, mogoče ta moralna agenda v prvem planu, pa je šele planet. Ja, ker če se spet vrnemo na ta LGBTQ, jaz mislim, da oni, zdaj govorim, kot da jih poznam, ampak da namensko dajo v javnost določene videe, zato da se tisti, ki so nestrpni, pokažejo svojo nestrpnost in potem kažejo prste na njih, evo jih, ne. Tako da bi v mojo fasado vrgel drek 2-krat, 3-krat, 6-krat en mesec in po 6 mesecih bi jaz nazaj vrgel drek v tvojo fasado in bi jaz bil lega psihopat, kaj mi pa mečeš drek, ne. In jaz mislim, da je ravno ta efekt v vseh teh aktivističnih skupinah, ne, dajmo pripraviti ljudi, da znorijo, ker jim toliko posegamo v njihov prostor, kakorkoli, in potem, ko znorijo, bomo kazali s prstom na njih, kako so nestrpni, grozni, ogabni, psihopatije, ne. Ja, ne, sigurno se nahajamo v obdobju vojne idej, a ne, in zdaj sta dva pola ful izrazita in jaz mislim, da moraš sebe pogledati, pa tvoj odnos do obeh polov, pa vzeti najboljši iz vsazga, pa probati ne biti v ekstremu sam, ker s tem sam doprineseš v bistvu ta gorivo na to. Itak. A ne, da se ljudje ne slišijo med sabo. Te skupine se ne slišijo med sabo. Nekdo, ki nečesa ne mara, z kakršnim koli pritiskom in agresijo, ne boš ti njega spremenil. Vse imate prav, od zdaj naprej bom pa, ne vem, kupil električni avto. To je res. Nikakor, ni šans. To je enak primer, kot grem s kolegi ven, tisti, ki je najbolj pijan, sili v eno žensko sili. On misli, da bolj ko sili prej, bo doma ni šans. Ti se boš nje zagabil od prvega trenutka in od tu naprej vsako potezo se jih bo še bolj zagabil. Enako je s temi gibanji. Jaz si upam dati glavo v ogen, da če ne bi toliko agresivno posiljevali in to bi ljudje dosti prej sprejeli, karkoli. Slišali. Tako. Sporočilo. Tako, ker, ampak ko ti greš Netflix serijo, žgeš, to so zdaj geji, to je zdaj to celotna serija v njih, tam greš, tam kupiš, z vseh strani so te informacije, ne. In pač ljudje, ki tega ne marajo, so pol še bolj jezni, ne. Ja. In pol še bolj vidijo za nalašč, ker tega ne marajo, ne. In začnejo pač kazati svojo nestrpnost, ki je njim voda na mlin. Super, eden nov, ne. Ampak mislim, da bo šlo to vse huje, kot pa da bi... Ne verjamem, da bo to kdaj poniknilo, no. Ker zdaj internet je vsega kriv, ker tu dobivajo moč in to začne vse bum, ne. Zdaj recimo sem tudi gledal Harry Potter prihaja na HBO, ne. Serija, ki bo vsako knjigo ena serija in naj bi bil Dumbledore črnc. Sem rekel, še mojo najljubšo, dajmo reči film, boste zdaj svojim volkom spremenili, ne. In to je zopet to kao subtilno, dajmo not, ampak ni tu problem, da je on črnc. Problem je, ker spreminjajo nekaj, kar je original, kar je bilo senzacija in pregloboko poseganje v take stvari, kot je Lord of the Rings. Harry Potter je zame kriminal. Ne? In pač, če je Dumbledore bil skozi vse filme prikazan tako in skozi besede J.K. Rowling, pustite ga takega, zato ker nori oboževalci Harry Potterja, ravno zato imamo radi ta film, ker je tak. In enako je se zgodilo z Lord of the Rings, ne? Zopet preveč poveličevanja žensk, istospolno usmerjenih. Kdo je bil v Lord of the Ringsu pri, kaj že Tolkien, ki je omenil, da je nekdo v neki knjigi istospolno usmerjen. Ne? In to začnejo ljudje itak
deliti na neka dva pola, ja, ti ne razumeš. V bistvu ljudje hočejo samo povedati, da ni cool, da se tako globoko posega v original. Ja, nekaj kultnega. Z politično agendo. Tako, točno Ja, to, ja, točno okej. to. Ne. Ja, Enako so naredili z The Last of Us, ne. Ja. Enako, kjer so celotno serijo prikazali, ta dva moškega, ki sta pač zaljubljena v igrici, je ta moški prikazan zelo agresiven, pravi motherfucker, ki pobijate, niso zombiji, no, te okužene, v seriji pa prikazan tako nežen, ne. Ampak celotna serija v tem, ne, zopet prikaže 20 minut serije, drugih 20 minut prikaže, kakšen motherfucker je on bil in kako je bil robusten in agresiven in tako sem jaz njega razumel v igrici, da se ni želel priti nič do živega, ne. Tudi ko se mu je fant obesil, je bil ok, fuck it, ne. Niti pisma ni potem prebral, saj tako je v igrici, mu ga je prebral Joel, ne. Ja. Ja. Daj eno vprašanje za naslednjega gosta. Ok. LGBTQ plus v šolah in vrtcih, da ali ne, zakaj da? Ampak kaj pomeni v šolah? Da se učijo o tem? Da predavajo o tem, kako sprejeti drugačnost, ampak vse, celoten aspekt, ne samo sprejeti drugačnost, kar podpiram, ampak to, bolj vsiljevanje v otrokovo podzavest, da ti pa nisi siguren. Si fantek, ma mogoče boš čez 10 let ženska, ne. Se pravi, vprašanje lahko zastavlja na način, ali podpiraš, da se v šolah... Agenda to. LGBTQ agenda predava širi. Bom tako postavil. Tako, zakaj ja preberemo, in zakaj ne. Da bo točno, kar si mislil. Ja. Ej, ful ti hvala, Jan. No? Nič, malenkost. Jaz upam, da ti je bilo cool. Meni je bilo super o stvarih govoriti, ki me zanimajo. Ja, malo zabluzli, malo je... Tako je ponavadi. Itak. Bodi dobro. Enako. Ajde, čau. Čau. Čau, eto se me ne vidi.